dobili občutek, da je mestna občina Maribor bila dobesedno izigrana s strani Košarkarske zveze Slovenije. To je in ta odnos kaže na to in izbor organizatorjev lahko kaže na to, da so očitno politične lovke segle tudi v tako eminentno organizacijo, kot je Košarkarska zveza Slovenije. Ker so vsaj trije župani, ki jih lahko omenimo, Novo mesto, Jesenice in Ptuj, člani vladajoče koalicije. Ja, če je to slučaj, naj bo slučaj, pušča pa zelo grenak preukus. In Košarkarska zveza je krivična. Maribor je stal zmeraj ob strani pri organizaciji velikih dogodkov, tekme, košarkarski turniri, vsako poletje skoraj pri organizaciji final moškega dela, špar pokala, ženskega, zmeraj smo sodelovali, korektno sodelovali in mislim, da je to odločitev, ki nima nobenih kriterijalnih osnov. Brez obrazložitve ne moramo sprejeti takšne odločitve. Za ilustracijo, zakaj govorim, da je tu vmešavanje politike, včeraj je na TV Slovenija teletekst pisalo, Celje ni dobilo kandidature. Celje sploh kandidiralo, ni, prosim lepo. To pomeni, da se tu gre nekdo neko hudo politiko in sploh ni bilo pisano, da Maribor pa tega ni dobil. To je bilo tako evidentno včeraj in danes imam tu dopis gospe Alenke Škreblin iz Košarkarske zveze, ki je edino županu Kanglerju včeraj pozabila poslati obvestilo in se mu danes opravičuje, najkrajše možno izpustila v uvodu vaše ime. To pomeni, da so oni obvestili verjetno tudi še Šrota, ki sploh ni kandidiral. Za mene je to politična odločitev in popolnoma degradira pomen in spoštljivost, ki smo jo imeli do Košarkarske zveze Slovenije. Mi smo predstavili na sestanku osnutek rekonstrukcije dvorane Tabor, ki je bila delana edina dvorana, ki ima takšen projekt, ki je delala po navodilih FIBE. Na kak način? To so FIBE Venue Infrastructural Manuals. To oni šele v pogodbi pišejo, da bodo morali projektanti upoštevati. Mi smo to že upoštevali v naši idejni zasnovi. Torej, če kdo od teh, ki še nima dvorane, in nišče nima dvorane, od vseh prirediteljev, ima boljše rešeno, potem so pa res srečni lahko, da to imajo. O čem so se pa pogovarjali na Košarkarski zvezi Slovenije? Kako je izvršni odbor odločal o organizatorju izvajanja predskupin Evropskega košarkarskega prvenstva? To je sramota. Ja, ostali so dobili včeraj, Maribor je dobil danes in glasi tako. V četrtek 24. marca 2011 je potekala izredna seja izvršnega odbora Košarkarske zveze Slovenije, na kateri so njegovi člani glasovali o gostiteljih prvega dela Evropskega košarkarskega prvenstva 2013. Sporočam vam, da se IOKZS za vašo mesto ni odločil. Zahvaljujemo se vam za vaše sodelovanje v času kandidature. Lep košarkarski pozdrav. Alenka Škreblin. Na tak način Košarkarska zveza neko resno kandidaturo drugega največjega slovenskega mesta v dveh stavkih konča. Neprimerno. Se Košarkarska zveza mora zavedati, da je že za to odločitvijo, pa če dokončna ali ni dokončna, storila neprecenljivo škodo razvoju in ohranjanju mariborske košarke. In to bi morala krovna športna organizacija imeti v vidu, ko odloča. Ne vem, kaj so imeli v vidu, ker nismo videli kriterijev nobenih in tudi slišali ne o njih.